Na decembrskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je bilo tudi odmevno poročilo za zaščito živali med prevozom. Na evropski ravni že imamo sprejeto zakonodajo o zaščiti živali, vendar pa se ta ne izvaja enotno in ne v zadostni meri. Evropska komisija je lani objavila poročilo, v katerem je opozorila, da na primer evropska uredba ni imela vpliva, kadar je prihajalo do nakupov in prodaje živali med državami. Glavno sporočilo Evropskega parlamenta je, da moramo okrepiti izvajanje zaščite živali med prevozom ter da mora biti najkasneje do leta 2014 vzpostavljen mehanizem nadzora nad prevozom živali na evropski ravni, tudi s pomočjo satelitske navigacije. Torej, več inšpekcijskih pregledov, strožje kazni ter boljša usklajenost med državami. Poleg tega pa smo poslanci pozvali, da se zakonodajo omeji čas prevoza živali, ki so predvidene za zakol, na največ 8 ur. Tudi sama že dolgo podpiram gibanje 8 hours, to pomeni 8 ur, ki se zavzema za omejitev trajanja prevoza živali na največ 8 ur. Zato sem se odločila, ker nasprotujem kakršnemukoli mučenju živali. Prav tako pa sem prepričana, da tovrstna gibanja spodbujajo lokalno proizvodnjo in krepijo razvoj podeželja. Pozvali smo namreč tudi k ukrepom za ustavitev upadanja števila malih lokalnih klavnic. Takšna pobuda bo tudi zmanjšala cestni promet in z njim povezane izpuste. Pobuda torej vključuje gospodarske, okoljske in socialne vidike.